ženske, ko imajo svoj položaj, te rajcajo? Te bolj rajcajo, kot pa ena navadna, ali vseeno? Zdaj sem v teh letih, recimo, mislim, že nekako že kar skoraj 20 let se norčujemo, da smo gospodje srednjih let, ne, in dejansko sem res neke vrste gospod srednjih let, čeprav še zmeraj se počutim kot paglavec, tudi po nekem, imidžu, po izražanju. Ne predstavljam si samega sebe, da bi kravato nosil. Kravate smo imeli v gimnaziji za heca, ne, ker takrat je bil to eksces kao, ne. Danes pa, skratka, ne vem, mulc sem in me, pa vendarle po drugi strani sem pa hotel to reči, da pa imam v sebi neko tako gospodsko umirjenost in nisem več da bi dirkal za kakšnimi ženskami, sploh pa ne nekimi mlajšimi, ne. In se mi zdi to kar precej abotno, da stari kozli, ne, tam hodijo na kakšne simpozije, pa imajo tam kakšne sestanke, pa si pa privoščijo, zdaj pa neke kurbe, pa ne, se ga tam napijejo, pa neke orgije zgajajo. Meni osebno je to malo nekako, pa nič ne pač počnejo to, kar potrebujejo, ampak jaz osebno pa ne, da bi moraliziral, mi ne paše to početi, no, dejansko. Kaj pa, a me imaš še vedno rad? Vsekakor, ja. Še vedno nekaj čutiš do mene? Ja, gotovo, jasno. Sem bila vseeno del tvojega življenja. Seveda. Na kratko, ampak pestro. Ja, fajn. Je pa hec, ne, jaz sem dnevnik pisal zmeraj, ne, se veš. In vsak dan, marsikaj seveda pozab, ne, zdaj pa, ko berem za nazaj, pa vidim, jaz sem včasih, zdaj, ko sem razmišljal o tej najni preteklosti, ne, sem zmeraj govoril, pa saj konc koncev mi, da sploh praktično nismo nikoli skupaj živela, ne, ti si prišla za par dni, pa si spet šla, pa si spet živela svoje življenje, tako da mi da, ne vem, iz ene perspektive bi rekel, vse, mi da so tam, kaj, neki so, medijsko smo nastopala kot par, bila sva par, dejansko, ne, ampak čist tist, da bi pa skupno življenje živela, tega pa bilo ni, ne. Pa vendar, ne, zdaj, če pa, kot sem rekel, po dnevniških zapiskih, pa vendar vidim, zmeraj, L piše tam, L je tukaj, a veš, tako da si bila v bistvu samo umevna za mene tam, ko si bivala pri meni. Pa če sem te čutila, no, zdaj ne vem, kako si ti mene čutil. Definitivno, točno vem, kako je bilo, rada so se imela in... Se ljubila predvsem, ko se ne ljubiš vsako. Ja, gotovo. Kaj pa to trenutek resnice, ko si padel pač na tem vprašanju, ko so ti rekli, ja, če bi mi dal pač hčerkico vzgajati in... Ja. No, zdaj... Ja, ti si rekel, da ja, no. To je taka, dejansko, veš, ko smo podpisovali to pogodbo, ne, zdaj to pač o tem ne bi niti bilo mogoče fair ali pa sploh ne zakonito govoriti, pa vendarle, pri tem, ko ti podpišeš neko pogodbo, te imajo oni popolnoma v šahu, ne. Tam piše, da če se s čemarkoli ne strinjaš, da nimaš sploh kaj srati tam, ni šans, da bi se karkoli pritožil, ne. Ampak dejstvo je, da ti recimo taka naprava, ne, kot je tale detektor laži, ne, ali resnice, poligraf, ne, on ti ne more dokazati, niti da lažeš, niti da govoriš resnico, on ti lahko samo njim lahko malce pripomore k tem, da te laže obdelajo. Sama naprava pa ne more nikoli dokazati, da ti lažeš ali pa da govoriš resnico, ne. Kvečemu lahko bolj prispeva k utrjevanju, da ti ne lažeš. Da pa ti lažeš, ti pa ne more nikoli dokazati. Zato, ker ti lahko si ob enem vprašanju ti začne srce utripati, tako čisto slučajno, ne. Potem dobiš pa ponovno isto vprašanje, pa veš, da si prejšnji že ti srce utripal, pa rečeš, zdaj mi pa ne sme, pa ti še toliko bolj, ne. Skratka, in pol je to kar laž, čeprav sploh ni laž. No, dejstvo je, da, če še enkrat povem, na to vprašanje isto, ko sem takrat vprašal, ali bi dopustil, takrat so bila midva par, so bila skupaj, in če bi nanesel okoliščine, recimo, da bi prišla zdaj moja hčerka k meni na obisk, pa jasno, da bi pustil tebe, da bi jo vzgajala, ne. Logično, zdaj pa je pa seveda hkrati tudi vsakemu normalnemu, zdravemu človeku jasno, da bi pa ne bi zdaj pa rekel, zdaj pa pustim, da bi pa ti, ne vem, kar ti itak ne bi počela, da bi pa zdaj pa njo učila vibra šov, recimo pri 5 letih starosti, tako, ker si normalen človek. Skratka, govorimo o neki normalnosti, zdravi pameti in tako, ne. Tako. Ne, sej tak.